običajno pa tudi danes novinarsko konferenco začenjamo s pregledom včerajšnjih epidemioloških podatkov. Včeraj je bilo skupaj opravljenih 4698 PCR testov in 27065 hitrih antigenskih testov. S PCR testi je bilo včeraj potrjenih 726 novih primerov okužbe s COVID-19. Če si pogledamo prvo današnjo tabelo, bomo iz tabele videli, da je delež pozitivnih PCR testov včeraj znašal 15,5%. Kot že rečeno, je bilo potrjenih novih primerov včeraj 726. Če primerjamo to število s številom izpred enega tedna, ugotovimo, da je bilo pred enim tednom potrjenih 929 novih okužb, delež pozitivnih PCR testov pa je bil pred enim tednom višji in sicer je znašal 19,6%. Sedemdnevno povprečje okužb je danes še nekoliko nižje, kot je bilo včeraj, in sicer danes po podatkih NIJZ znaša 520. Tudi podatki glede zasedenosti COVID postelj v naših bolnišnicah so danes še nekoliko bolj spodbudni, kot so bili včeraj, in sicer se skupaj v bolnišnicah danes zdravi 463 COVID pacientov. Če spomnim, včeraj je bilo zasedenih 477 COVID postelj. O trenutnih epidemioloških razmerah se bo danes popoldne na Brdu pri Kranju seznanila vlada. Sicer pa naj povem, da današnji podatki NIJZ kažejo, da je trenutno 9 regij obarvanih rumeno, 3 regije pa so še vedno obarvane oranžno. Te 3 regije so Primorsko-Notranjska, Zasavska in pa Gorenjska regija. Poglejmo si sedaj še nekoliko bolj podrobno podatke o 14- in 7-dnevni incidenci, ki bodo prikazani v naslednjih dveh grafih. Kot običajno, prvi graf prikazuje 14-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev Slovenije po statističnih regijah. Na ravni države 14-dnevna incidenca znaša 423. Kot je razvidno iz grafa, imajo le 4 regije višjo incidenco, kot ta znaša na državni ravni. Najslabša je situacija še vedno v Primorsko-Notranjski regiji, medtem ko najboljša, kar se tiče 14-dnevne incidence, ostaja v Obalno-kraški regiji. Naslednji graf prikazuje 7-dnevno število potrjenih primerov na 100 tisoč prebivalcev Slovenije po statističnih regijah. Na ravni države 7-dnevna incidenca znaša 173 in se je napram podatkov, ki smo jih prikazali včeraj, še nekoliko znižala. Tudi tu je Primorsko-Notranjska tista regija, ki ima najslabše podatke, Obalno-kraška pa tista regija, ki ima najboljše podatke, kar se tiče 7-dnevne incidence. Če si pogledamo podrobneje še razmere v naših bolnišnicah, ugotovimo, da je bilo včeraj v bolnišnice skupaj sprejetih 43 pacientov, iz bolnišnic pa je bilo včeraj skupaj odpuščenih 55 COVID pacientov. Skupaj je danes, kot že rečeno, zasedenih 463 COVID postelj, od tega 127 na oddelkih intenzivne terapije. Življenje sta v bolnišnicah izgubili še 2 osebi. Poglejmo si naslednji graf, ki prikazuje trend zmanjševanja zasedenosti postelj v naših bolnišnicah, in sicer se število pacientov, ki potrebujejo bolnišnično obravnavo, znižuje tako na oddelkih intenzivne terapije, kot tudi na navadnih oddelkih, posledično pa se seveda k sreči znižuje tudi skupno število zasedenih postelj. Te podatke prikazuje tudi naslednja tabela. Če si še enkrat natančneje ogledamo številčno zasedenost postelj, ugotovimo, da se na oddelkih intenzivne terapije danes zdravi 127 COVID pacientov, včeraj je bilo takšnih 131, na navadnih oddelkih je danes zasedenih 336 COVID postelj, včeraj je bilo zasedenih 346, skupaj, če še enkrat ponovim, pa se zaradi COVID-19 v naših bolnišnicah zdravi 463 oseb. Sedaj pa prehajamo k osrednji temi novinarske konference, k cepljenju. Z nami je, kot že uvodoma napovedano, državni sekretar gospod Jelko Kacin, ki ga še enkrat lepo pozdravljam in mu predajam besedo. Izvolite.
Hvala lepa, Maja. Spoštovani, iskrena hvala vsem, ki ste se že cepili ali pa ste prijavljeni na cepljenje in potrpežljivo čakate, da boste na cepljenje povabljeni. Cepljenje je najbolj učinkovit korak vsakogar od nas na naši skupni poti zamejevanja širjenja COVID-19 in preprečevanja novih izbruhov virusa in širjenja bolezni jeseni. Prejšnji teden sem dejal, da gre za našo skupno pot k normalnosti, za pot ustvarjanja pogojev, za bolj varno in bolj kvalitetno poletje. Epidemiološke razmere kažejo, da skupaj lahko storimo veliko več in tudi dosežemo več pri izboljšanju razmer, še posebej, kadar in če nam pri tem pomaga tudi sonce. Rezultati našega samoomejevanja, lockdowna in spoštovanja omejitvenih ukrepov so res spodbudni. Iz dneva v dan boljši so. Pravzaprav so zelo, zelo dobri in očitni. Za skupen uspeh in skupne dosežke gre, na vse doseženo smemo biti in moramo biti ponosni. Kot smo ponavljali celo preteklo leto, skupaj zmoremo več. Zato čestitke vsem. O vsem tem bo danes popoldan razpravljala in odločala tudi vlada. Medtem, ko se epidemiološke razmere izboljšujejo, pa se ne smemo zasanjati ali verjeti, da je kriza in epidemija že za nami. Temu še ni tako. Čeprav pričakovanje večjega sproščanja ukrepov lahko zavaja in tudi hitro zavede vse do lažnega občutka, da realne nevarnosti okužbe ni več. Temu nikakor ni tako. Da bi bili jeseni pripravljeni na obdobje, ko bo virus znova veliko bolj agresiven, se je potrebno cepiti in kot narod, kot prebivalstvo, precepiti v zadostnem obsegu. Cepiti se moramo sedaj, da bomo v nadaljevanju leta vsaj še pol letja, verjetno pa tudi dlje, dovolj odporni in varni. Ne le, da moramo zaščititi najbolj ranljive, zaščititi moramo tudi dovolj ljudi, vse do te mere, da širitev virusa onemogočimo. V tem tednu bodo v cepilnih centrih cepili precej več kot 100.000 odmerkov 4 različnih cepiv. Včeraj sem obiskal cepilni center v Celju, ki se je že preselil v večjo dvorano L v dvorani Golovec, v kateri je tudi cepil že včeraj. Tam je vse nared za delo v kar 12 cepilnih linijah oziroma na 12 cepilnih mestih. Včeraj so cepili z Moderno, danes cepijo z Jansnom. V marsičem so lahko za zgled in spodbudo podobnim ali večjim centrom, saj tu in tam še kar oklevajo in še kar sporočajo, da ne vidijo možnosti in potreb za posodobitev svojega dela, za boljšo organizacijo in racionalizacijo. V Celju ne skrivajo, da želijo bolj množično cepiti tudi zato, da bi hitreje dosegli zastavljeni cilj in bi zdravstveno osebje in njihove družine vsaj poleti lahko užilo nekaj dopusta. In take pričakovanja in take želje imamo povsod. Veseli me, da je med osebjem cepilnih mest, predvsem pa med odločevalci, iz dneva v dan manj odpora in pomislekov proti uporabi nove aplikacije za cepljenje na portalu Zavem in njenemu popolnemu zagonu. Programsko orodje je velik in pomemben prispevek k digitalizaciji zdravstva, predvsem pa je novo, učinkovito orodje, ki poenostavlja delo na cepilnih mestih. Hitro povezovanje in uparjanje podatkovnih baz bo zmanjšalo možnost za nepotrebne napake oziroma jih bo že samo po sebi tudi onemogočalo. Razumem, da so čakajoči na cepljenje naveličani čakanja, zato se tako trudimo, da bi bolj množično cepljenje lahko učinkovito izvajali čim prej in vsak dan. Delež cepljenih med odraslim prebivalstvom, ponarjam, med odraslim prebivalstvom, ne med celotnim prebivalstvom, s prvim odmerkom je že blizu 30%, z drugim odmerkom pa 15%. Vedno znova pozabljamo, da je med nami tudi veliko prebolevnikov in prebolevnic, več kot 200.000. Zato je delež tistih, ki so proti telesa razvili sami brez cepiva, ker so sami zboleli in COVID-19 preboleli, tudi velik in upoštevanja vreden. Pri njih gre le za podaljšanje že dosežene imunosti, zato moramo biti pozorni, da jih z enim poživitvenim odmerkom cepijo pravočasno. Nekateri pa vseeno še kar naprej ponavljajo, da potrebne precepljenosti ne moremo doseči pravočasno, a k sreči nimajo prav.
Cilj, ki smo si ga zadali, bomo tudi dosegli. V zadnjih 2 dneh sem že nekajkrat pojasnjeval, da se Evropska komisija ni kar tako odpovedala cepivu AstraZeneca, kot so izjavo komisarja Bretona napačno razumeli nekateri mediji. Nasprotno, Evropska komisija v imenu vseh 27 držav članic Evropske unije, tudi Slovenije, s sodno izterjavo zahteva dobave 90 milijonov pogodbenih odmerkov AstraZeneca, ki nam jih ta še ni dostavila v celoti, pa bi jih morala dostaviti do konca meseca junija. Res pa je, da ob takih zamudah in v takih razmerah dodatnih pogodb za dodatne količine morebitnih 100 milijonov odmerkov z njimi Evropska komisija ne bo sklepala, saj AstraZeneca še v veljavni pogodbi določenih količin ni dostavila. Zato še enkrat zagotavljam, da je cepiva AstraZeneca dovolj za vse, ne le za drugi odmerek, ampak tudi za nadaljevanje cepljenja. Ta teden največ cepimo s Pfizerjem, skoraj 52% odmerkov, ki gredo v cepilne centre, je Pfizerjevih, na drugem mestu je AstraZeneca, njen delež je 34%, sledi novo cepivo Janssen, skoraj 9%, najmanj pa je, oziroma bo Moderne, le 6%. Med vsemi odmerki bo ta mesec 70%, ne ta mesec, ta teden, šlo 70% za prvi, 30% pa za drugi odmerek. Pri Janssenu pa drugega odmerka tako ali tako ni, ker zadošča že en sam odmerek. To je vse, kar sem želel povedati uvodoma, zdaj pa sem na voljo za morebitna vprašanja novinark in novinarjev. Hvala lepa. Prvo vprašanje za vas bo zastavila STA. Izvolite. Lepo pozdravljeni, Anja Gorenc, STA. Jaz imam 2 vprašanji. Najprej, koliko ljudi čaka oziroma je prijavljenih na cepljenje prek portala Zavem? In drugo vprašanje, kdaj bo sproščeno oziroma kdaj bo omogočeno izbiranje med cepivi, ker mnogi se z določenimi cepivi pač nočejo cepiti, bi se pa z drugimi. Cilj pa je največja precepljenost. Hvala. Torej, zadnjega podatka ne vem, dogovorjeni smo, da bomo zadnji podatek predstavili vladi danes popoldan, ampak bili smo že krepko čez 50.000 prijav, kakšna je številka v tem trenutku, pa ne vem. Ker pa zadeva to vaše drugo vprašanje, pa bo to mogoče takrat, ko bo cepiv dovolj. V tem trenutku pravim, da smo poslali več kot 100.000 odmerkov na cepljenje v tem tednu, ko bomo lahko na teden poslali več kot 150.000 odmerkov, se mi zdi, da se bo ta možnost pojavila, ampak v tem trenutku temu še ni tako, ker deleži posameznih cepiv tega ne omogočajo. Hvala lepa. Sledi vprašanje Tjaše Dogolini, 24 ur. Izvolite. Ja, lepo pozdravljeni. Gospod Kacin, sami ste omenili prebolevnike in poživitvene odmerke. Mogoče, če se še enkrat poudari, pojasni tistim, ki so že preboleli COVID, v kakšnem obdobju po preboleli bolezni se naj cepijo, da še dobijo en odmerek in kdaj potem zaščita ni več dovoljšna in je treba biti cepljen kot vsi ostali. Drugo vprašanje pa so tudi primeri, ko ljudje zbolijo kljub polni precepljenosti, torej kljub 2 odmerkoma, in to daje nekaterim občutek, da cepljenje ne pomaga, da to vseeno ni tista garancija za vrnitev v življenje, kot smo ga poznali. Mogoče tudi tu en apel, da temu vendarle ni tako in zakaj. Hvala. Torej, najprej odgovor na vaše prvo vprašanje. Zaenkrat velja, da prebolevniki imajo zaščito 6 mesecev po preboletju COVID-19. Vsi ti prebolevniki so dejansko bolezen preboleli, večina je tudi opravila test na protitelesa, zato velja, da v roku 6 mesecev jih je potrebno cepiti. Tukaj je nekaj prožnosti. Veste, da je v primeru, če je od prebolelosti minilo 8 mesecev, pa je potrebno cepiti, kot da človek te bolezni še ni prebolel in kot da nima protiteles.
Ampak bolj pomembno je to, da v tem trenutku noben od proizvajalcev še ni objavil, kako dolgo zaščito nudijo njihova cepiva. Veste, da smo 28. decembra lani cepili prve stanovalce domov starejših občanov. Takrat se je dejansko začelo cepljenje v Sloveniji. Čez en mesec dni bo minilo 6 mesecev od takrat in pač pričakujem, da bo tudi Pfizer, s katerim smo takrat cepili, do takrat pojasnil, kako dolga zaščita velja za njihovo cepivo. Če tega do tega trenutka še ni objavil oziroma pojasnil, upravičeno lahko domnevamo, da je zaščita tudi daljša od pol leta. Mi smo imeli prejšnji petek eno predstavitev, kako se temu reče, znanstveno predstavitev cepiv BioNTech-Pfizer, ne Pfizer-BioNTech, ampak ta evropska veja, BioNTech-Pfizer, kjer na to vprašanje še niso želeli odgovoriti, kar pomeni, da še vedno merijo v državah, kjer so cepljenje začeli, kako dolga je zaščita, in ko bodo ugotovili, da zaščita popušča, bodo to tudi povedali. Zdaj pa vas prosim, če me samo spomnite, kaj je bilo drugo vprašanje. Ja, drugo vprašanje se je pa nanašalo na to, da nekateri ljudje zbolijo kljub polni precepljenosti in da nekaterim to daje občutek, da pa vendarle cepljenje ne bo pomagalo tako hitro zaustaviti epidemijo. Mogoče zakaj to ne drži? Neko cepivo 99% učinkovito bo vsak 100. vendarle ostal brez zaščite pri cepljenju. Če je ta zaščita učinkovita 99,9, bo vsak 1000 ostal brez zaščite. Če je učinkovitost 99,99, bo vsak 10 000 lahko kljub temu zbolel, ker ne bo razvil dovolj protiteles. Tako pač govori statistika, ampak ogromna večina bo zaščitena. Drugič pa vendarle pričakujemo, da tudi tisti, ki so bili cepljeni in zbolijo, imajo bistveno lažjo obliko prebolevanja, lažje prebolijo, posledice so bistveno manjše. Prej sem rekel, ne razvijajo protiteles, ne razvijajo dovolj protiteles, tako da se ne bi okužili še enkrat. Zdaj pa prosim za naslednjo vprašanje. Hvala lepa. Rebeka Tomadus, Svet na Kanalu A, izvolite. Lepo pozdravljeni, tudi jaz bi imela za vas dve vprašanji. Najprej bi se navezala na kolegičino in sicer omenjali ste te prebolevnike, ki se naj bi cepili po 6 mesecih od prebolevnosti. Kaj pa lahko storijo tisti mlajši, ki recimo je že minilo 6 mesecev od prebolelosti, pa zaradi tega, ker spade v mlajšo starostno skupino, še niso na vrsti. Bi se moralo tu uvesti kako prioritetno skupino, jih zdravnik morda uvrsti v neko prioritetno skupino, če sploh lahko kaj storijo. Drugo pa me zanima, omenili ste, da se bo cepljenje v prihodnjih dneh, da bo steklo v večjem obsegu in tako kot so v Celju se recimo že preselili na večjo lokacijo, lahko to morda pričakujemo tudi za Ljubljano, da se bodo selili v neke večje prostore ali pa še mogoče na neke dodatne. Hvala. Torej, odgovor na vaše prvo vprašanje, gospa Rebeka. Prebolevniki so vedno prioriteta, ne glede na to, koliko so stari. Za nas, za državo, za zdravstveni sistem je vendarle veliko bolj racionalno, da jih cepimo pravočasno, ker bomo potem njihovo stisko in problem rešili z enim odmerkom. Če zamudimo, pač moramo dati 2 odmerka ali pa jih cepiti z Janssenom. Skratka, to je zgodba, ki je neobstoječe vprašanje. Torej, prebolevnik je vedno prednost. S tem seveda ogromno prihranimo in zavarujemo in seveda zagotavljamo kontinuiteto v precepljenosti. Skratka, če nekdo, ki je danes prebolevnik, če ga štejemo med zaščitene, se nam, če ga ne cepimo pravočasno, število izpostavljenih vendarle začne povečevati, ne? In to vsekakor ni dobro. Ker pa zadeva to drugo vprašanje v Ljubljani, jaz sem v Ljubljani poskušal nekajkrat jim kaj dopovedati, oni verjamejo in še naprej obožujejo gospodarja zdravja in
To je tudi eden od razlogov, da imajo toliko težav pri vabljenju, ljudje so vabljeni povečkrat in podobne reči. Ali se bodo prilagodili temu tudi z večjim številom cepilnih mest, je vprašanje za koordinatorko na cepilnem centru. Jaz v njihovem imenu ne želim odgovarjati na vprašanje. Hvala lepa. Sledi vprašanje TV Slovenija. Prosim. Rajka Pupovac, Televizija Slovenija, dober dan. Mene pa zanima, ali imate podatek, koliko ljudi v približno odstotkih odkloni cepljenje s cepivom AstraZeneca, ali so razumljeni oziroma ali razumete njihove pomisleke, ali se dela kaj na tem, da bi se jih prepričalo. Pa še to me zanima, ali bi bilo smiselno, da bi tem ponudili drugo cepivo, naprimer Pfizerja, proizvajalca Pfizer, kot je tudi predlagal epidemiolog Fafangel. Ja, gospod Fafangel ni predlagal samo to. To, kar je on pripovedoval včeraj, jaz razumem kot neko, kako bi rekel, samorefleksijo oziroma samoprijavo zaradi neuspešnega dela. Zato bi jaz namesto odgovora in pojasnjevanja tega, kar je on govoril, se zahvalil vsem, zlasti pa njegovi namestnici, dr. Nuški Čak-Šjagar, ki redno pojasnjuje to problematiko na novinarskih konferencah vlade, pa dr. Kreku, pa profesorici doktorici Beovič, pa docentki doktorici Logar, pa profesorju doktorju Štruklu in profesorju doktorju Reali, da omenim le najbolj izpostavljene, ki največ pojasnjujejo odnos do cepiv, in hkrati seveda tudi zahvala NIJZ, ki ravno danes zaganja promocijsko kampanjo za cepljenje. To je način pojasnjevanja, zakaj je AstraZeneca tudi varno in uporabno cepivo. Torej, rekel pa bi, da dr. Fafangel ni pooblaščen, da razlaga, koliko cepiv imamo. On se s tem ne ukvarja. Ko bomo imeli dovolj cepiv, potem bo možnost izbire tudi nastopila. In kot sem vam povedal že prej, ta možnost bi lahko nastopila, ko bomo lahko na teden cepilnim centrom dostavljali več kot 150 000 odmerkov. Takrat računamo, da bi se mogoče drugih cepiv nabralo dovolj, da bi lahko bil vsak cepljen s cepivom, ki mu je bližje. Sledi vprašanje STA, izvolite. Ja, prav glede tega me še zanima, glede na to, da ste nacionalni koordinator za logistični del cepljenja, verjetno veste, kdaj bi lahko cepilnim centrom na teden razdelili 150 000 odmerkov cepiv. Torej, kdaj bi potem lahko ljudje začeli zbirati med cepivi? Potem zanima me, koliko je država do zdaj plačala za cepiva, torej vsoto. Pa še eno vprašanje imam. Glede prebolevnikov, ali bi bilo mogoče smiselno za prebolevnike omogočiti preiskave protiteles in koncentracije teh protiteles, da bi pač lažje se orientirali, kdaj koga cepiti? Ja, precej vprašanj ste tukaj nanizala. Takoj, ko nam bodo dobavitelji cepiv, se pravi proizvajalci, za več kot 14 dni naprej najavljali količine dobavljenih cepiv, bomo te podatke lahko uporabljali kot realnost, kot dejstvo, da bomo lahko najavili tudi konkretne številke in takrat povedali tudi, kdaj bi se lahko izbor cepiv začel. Dokler pa temu ni tako, pa v tej državi ni nikogar, ki bi vam lahko odgovoril na to vprašanje. Tudi jaz ne, ki vsak dan sledim, kaj bomo dobili, koliko in kdaj. Zaenkrat imamo ključne dobavitelje še vedno na 14-dnevnem roku in dokler oni ne opravijo svojega dela bolje, tudi mi ne moremo ocenjevati, kdaj bi se to lahko zgodilo. To je prvi del tega vprašanja. Drugo vprašanje okrog prebolevnikov. Vsakdo lahko naredi test za antitelesa. Zakaj bi morali to posebej omogočati? Vsakdo si lahko zaželi in opravi test protiteles in ve, kako dobro je zaščiten oziroma zaščitena. Zato ni potrebno nobenega posredovanja
države, ljudje so dovolj ozaveščeni, da to znajo storiti sami. Kar pa zadeva vaše vprašanje, koliko je država plačala, to vam lahko odgovori Ministrstvo za zdravje, to je v njihovi pristojnosti. Pogodbe z vsakim posameznim dobaviteljem je podpisalo Ministrstvo za zdravje. Prva pogodba je bila podpisana decembra za AstraZeneco. Veste pa, da je prvo cepivo, ki je prišlo, bil Pfizer, ki pa je prejšnji minister ni več podpisal, ker je prej odšel. Tako, toliko o teh zneskih. Hvala. Še dve prijavi imamo, in sicer najprej gospa Tomadus, izvolite. Še enkrat lepo pozdravljeni. Navezala bi se še enkrat na prebolevnike. Naše informacije kažejo v bistvu precej na nasprotne informacije, to, kar ste vi povedali. Vsaj v praksi definitivno povsod ni tako. Mogoče tudi inšpekcija oziroma inšpektorat preverja, ali so tudi dejansko prebolevniki na nekih prioritetnih seznamih. In pa še zanima me, omenili ste kampanjo, ki se začenja danes, če sem prav ujela. V kakšni obliki bo ta kampanja, lahko malo več besed o tem? Vi ste novinarka televizije, na televiziji bodo oglasi in pogledajte v svoji hiši, kako bo to izgledalo. Mislim, da so vse informacije vam na voljo v lastni hiši. Hkrati bo ta kampanja potekala tudi po radijskih postajah, bo tudi v tiskani obliki, tudi plakati bodo. Vse se bo zagnalo v kratkem, do konca tedna boste doživeli in izprobali vse in tudi neposredno na vsakega posameznika se bodo obračali z sporočili, ki vas lahko ozaveščajo in usmerjajo na cepljenje, velja zlasti za tiste, ki cepljeni še niso bili. Ampak upam, da bo teh vsak dan manj. Hvala lepa. Tjaša Dugolin bo zastavila naslednje vprašanje, izvolite. Ja, navezala bi se v bistvu na to vprašanje od kolegice, kar se tiče kampanje. Zdaj, večkrat ste že omenili, da to kampanjo zaganja NIJZ, če sem prav razumela. Mi smo pravkar preverili na NIJZ-ju, kako in kaj je s to kampanjo, in tam PR služba od tej kampanje ne ve nič. Smo mogoče narobe razumeli, a to kampanjo pripravlja kdo drug, ali kako je zdaj s to kampanjo? Na NIJZ-ju o tem ne vedo nič. Ne bom odgovarjal v imenu NIJZ-ja. Nosilec cepljenja je Nacionalni inštitut za javno zdravje. Iz teh razlogov se ve tudi, zakaj govorim o tem, da je Nacionalni inštitut za to pristojen, in zaradi tega se bom še enkrat vrnil nazaj na včerajšnjo govorjenje gospoda Fafangla. Bom ponovil, na NIJZ ravno danes zaganjajo promocijsko kampanjo za cepljenje. Tako kot sem rekel vaši kolegici, da je prav, da se pozanima v svoji hiši, velja tudi za PR-ovce v NIJZ, da je prav, da se pozanimajo v lastni hiši. Hvala. Še zadnje vprašanje, kot kaže gospa Alenka Gabrovec iz časopisa Slovenec, ga bo zastavila. Izvolite. Pozdravljeni, državni sekretar. Mene nekaj zanima. Med cepilnimi centri so še vedno razlike in kljub temu, da boste vi povečali oziroma bolj povečali število cepljenj, bo ta razlika še ostala, ne? Zanima me, ali se končno razmišlja v smeri, da bi se lahko cepili ljudje tudi na drugih cepilnih mestih, tam, kjer so bolj uspešni oziroma očitno bolj organizirani pri samem cepljenju. Hvala. Ja, tudi o tem se razmišlja, ampak to je mogoče samo tam in na tistih cepilnih mestih, kjer so aplikacijo zVem uvedli, kjer imajo možnost vpogleda v dogajanje po celotnem ozemlju Republike Slovenije. To cepljenje izven kraja prebivanja je vezano na sprejem in uveljavitev te programske opreme, ki jo je Ministrstvo za zdravje pripravilo in ponudilo zdravstvenim domovom. Tisti domovi, ki tega ne uporabljajo, seveda imajo manjše možnosti, da bi sprejemali na cepljenje prebivalce iz drugih občin. Hvala lepa. Kot kaže, ni več vprašanj, zato še enkrat vprašam še kakšno vprašanje morda. Ni več prijav, državni sekretar. Hvala lepa za vsa pojasnila. Najlepša hvala tudi vam in hvala vsem novinarkam in novinarjem za zastavljena vprašanja.
Še kakšno vprašanje zame mogoče? Kot kaže, ni več vprašanj, zato s tem zaključujem današnjo novinarsko konferenco. Hvala lepa vsem za pozornost ter lep pozdrav do naslednjič.